Dobrodošli nazaj. Z menoj tukaj v studiu je že nova gostja, ampak preden se posvetimo njej, se bomo posvetili še prometu in kakšno je stanje v njem. Gala, povej nam. Ja, razmere na cestah niso najbolj ugodne in zastoji še vedno so in še vedno nastajajo. In sicer zastoj tovornih vozil je na Vipavski hitri cesti pred mejnim prehodom Vrtojba proti Italiji. V Ljubljani na Litijski cesti pri avtocestnem priključku promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zaradi del je na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprt uvoz proti Kosezam. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti, tam pa na izvozu Žalec iz smeri Maribora. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Cesta Rimske Toplice Jur-Klošter pa je zaprta zaradi podora kamenja na cestišču pri Lipnem dolu. Takole na hitro o prometnih informacijah, za več informacij pa kot vedno na spletnem portalu Prominfo. Sedaj pa Maša, kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala, Gala, se gledamo kmalu z vremenom. Mi pa gremo s programom naprej. Z menoj je že Edita Tomič v studiu tukaj, ki je grafologinja, učiteljica Theta Healinga in Reikija ter tudi osebna svetovalka, ampak danes bova govorili predvsem o grafologiji. Dobrodošli v našem Pozdravljeni, pozdravljeni. Za vse tiste, ki zdaj se malce dvignili obrvi, grafologija, to sem že slišal, ampak ne vem točno, kaj je to. Kaj je grafologija? Grafologija je zelo točna psihoanaliza, katera temelji na proučevanju našega rokopisa. Ker mi pišemo podzavestno, in s tem uporabljamo levo in desno možgansko polovico, in odvisno, kako zaključujemo črke, kakšni so nakloni in tako naprej, nam pove tudi, kakšna osebnost smo, zakaj smo sposobni, kako se čustveno odzivamo, kako delujemo v timu, za kater poklic smo najboljši, kakšna je naša partnerska analiza tudi lahko. Skratka, prav preučevanje rokopisa, pisanih črk, ne tiskanih. Aha, se pravi, pri pisanih črkah naša podzavest pa naši vzorci bolj udarjajo ven kot pri tiskanih. Ja, tako je, zaradi tega, ker tiskana pisava pomeni skrivanje osebnosti. Razen, če ni to potreba poklica, kot so tehnični poklici, zato moramo tudi vedeti, katere stroke je oseba, ki nam pošlje rokopis. Aha, ker oni imajo potem najbrž tudi lažje skrijejo svoje recimo temu... Ja, pa tudi to je pač priučeno, priučeno, ker tehnično risanje in tako, pri teh poklicih tudi določenih stvari ne smemo upoštevati. Kakšna pa je sicer uporabna vrednost grafologije? Kaj nam to, da mi odkrijemo nekatere zadeve o človeku skozi grafologijo, kaj nam to nuca? Kaj nam to Ja, to nam zelo pomeni, na primer pri tem, ko se odločamo za študij ali poklic. Kajti tukaj v rokopisu se vidi, za katere poklice smo najbolj primerni, ker 80% ljudi dela na napačnih delovnih mestih, in se trudijo s komunikacijo, se trudijo s koncentracijo, se trudijo za neko določeno natančnostjo, v bistvu bi bili pa zelo sposobni za hitre akcije, hitro vidijo celoto, vendar za podrobnosti pa potem rabimo tim, da sestavimo, kdo je organizator, kdo je potem tista natančna izvedba, računovodstvo, kalkulacije in tako naprej. Zaradi tega je to zelo primerno, potem tudi za športe, ker se vidi v pisavi tudi ta instrumentalna agresivnost, katero lahko skoncentriramo ali v posel ali v šport. Potem vidi se tudi v partnerskih odnosih, kako se partnerja dopolnjujeta in kje se razhajata. To se pravi, je to kot pomoč. Ravno tako seveda je pa grafologija zelo pomembna tudi v forenziki, poneverjanje podpisov. Največkrat dobim seveda
oporoke, ker eni in drugi mislijo, da je ponarejeno in tako naprej. Grozilna pisma. Se pravi, v bistvu široka Zelo, uporabnost. In če bi vi videli mojo pisavo, rokopis, kako hitro bi lahko ugotovili, ali sem jaz primerna za voditeljico? Takole, za celostno analizo, ne, grafolog porabi 4 ure, najmanj, ker mora pogledati več kot 200 postavk v pisavi. Ker nekaj takoj na videz potrdi, potem, ko greš pa v podrobnosti, naprimer komunikacija, je na videz lahko zelo odprta, potem pa, ko vidiš drugi stvari, se pa to malo znižajo te procenti. In tudi ponavadi podjetja dajo tako, da napišejo, katere lastnosti zahtevajo od tega poklica in potem to tudi zelo podrobno pogledamo. Kaj pa je potrebno imeti za analizo? Ali je vsak tekst primeren ali mora biti prav poseben tekst? Ne, najbolj pametno je to prosto pisanje. Rabimo 1,5 strani na prazen list papirja, potem ime, priimek, starost, izobrazba, zaradi tega, ker sem že prej omenila, zato da se res konkretno naredi celostna analiza. Seveda, tukaj bi pa poudarila, da dostikrat dobim kakšen rokopis in me nekdo prosi, da mu napišem lastnosti tega lastnika pisave. Vendar nas zavezuje etika, Da druge se ne sme, ne? In avtomatično odgovorim, da želim dobiti potrdilo, pisno izjavo te osebe ali me naj pokliče. Tudi v kadrovske namene vedno mora podjetje pridobiti potrdilo pisno od osebe, da se strinja, da dobijo njegovo analizo. Ki gre v bistvu za osebne zadeve. Definitivno, ne. Dostikrat tudi, veste, me prosijo za analizo kakšne javne osebnosti. Jaz rečem, če je oseba še živeča, lepo prosim, pridobite potrdilo, drugače se jaz tega ne grem. Vse bi lahko, ampak pač ne, je prav tako, morajo biti tudi lični ker tudi meni ne bi pasalo, da piše nekdo o meni nekaj v javnosti. Tako je. Ne stori drugemu tistega, kar nočeš, da bi drugi storil tebi. Definitivno. Morda ne, če lahko se kar dotakneva malce primerov, kako v bistvu vi analizirate. Glejte, prvo pogledamo nekako dominantne lastnosti in tukaj tele moje čačkarije, to so v bistvu črtice, ki nam pokažejo naklon v pisavi. Tukaj vidimo naklon v desno, potem so tudi različni nakloni, se bojo tudi pokazali. Glejte, naklon v desno pomeni, da je oseba usmerjena v prihodnost. To se pravi proti ciljem, in je tudi zelo hitro ponavadi odzivna, in pa tudi seveda zraven pritiska je to pokazatelj tudi skoraj strastna oseba. Potem imamo druge naklone, druge črtice, saj se bojo pokazali. Če je naklon v levo, pomeni, da nekako oseba se še vedno vrača v preteklost, kjer se je počutila najbolj varno, to se pravi, še ni prerezala tiste popkovine in nekako se ne upa iti naprej. Če pa naklon zelo raven, tukaj vidite v levo, to smo videli v levo, če pa naklon zelo raven, se ima pa oseba zelo pod kontrolo, to se pravi, temu rečemo lahko tudi primer ledena kraljica, kjer se ne vidi nobenih občutkov, nobenih čustev, to se pravi, prevladuje v pisavi tudi takt. Vse tisto, kar je priučeno, vse tisto, kar je naučeno, ampak tukaj je pa nevarnost, da ta oseba lahko v sebi še dolgo premleva tisto, kar se je zgodilo, ker ne da ven. Ker tisto, ki ima v desno naklon, zelo hitro pove in se mu vidi na obrazu. Tako se počuti. On, ki je v levo, se čist skrije, in lahko tudi tuhta zamire, zavrnitve. In skozi razmišlja o tem. Tako je, Tukaj pa vidimo malo levo, malo desno, malo po konci. To so pa osebe, ki dejansko funkcionirajo tukaj in zdaj, in so čustveno
zelo hitro odzivne, pa nestabilne. To se pravi, ta oseba sigurno ne nosi v sebi nekih zamer, pa nekih, tuhtanja za nazaj, ampak pove in gre. Ne? Pravi, to je lahko zelo naporno za medosebne odnose, ja, ker je zelo hitro, ne? Ampak drugače za posel je pa to super, ker je hitra, ne? Seveda skupaj z drugimi kombinacijami. Ne? Zdaj, mogoče bi bilo fajn, da bi videli še črko P. Črko P? Bomo rekli režiji, če lahko črko P prikaže, vi pa lahko že evo. Super, ja. Lejte, tale špička, ne? Tale špička na črki P pomeni kritičnost, ne? Ta oseba zna biti zelo kritična, vendar v kombinaciji z diplomacijo, da se črke manjšajo v besedi, je pa zelo diplomatska. Lejte, vsi vodji tima, sploh pa v vašem poklicu, je tale črtica na P zelo pomembna. To se pravi raziskovanje, svoje mnenje, kritičnost, ne? In tako naprej. Potem bomo videli še na drugo črko P, ki je malo razklana. Takole. No, to je pa to, kar sem govorila prej, to je pa instrumentalna agresivnost, ki je pomembna v poslu. To se pravi, zna oseba skoncentrirati svojo energijo v poslovne ali pa v športne namene. Zdaj se bom tamle dotaknila, ker vidite še tisto črko T na koncu besede. A ne? Ta T, črtica na T pokaže, da je oseba samostojni reševalec problemov in s tole instrumentalno agresivnostjo pri P-ju, pa tale T, ki je tudi razklan, pomeni, da je oseba tudi zelo trmasta, ampak trma, ne, je v medosebnih odnosih slab pokazatelj, moteča lastnost, drugače je pa to perfektno za doseganje ciljev. To se pravi, se odloči in gre. Tako je potem. Tako. In tudi prevzame odgovornost. To je pomembno. Kar je zelo pomembno. Tako je. No, tole je zelo zanimivo, tako da jaz komaj čakam drugi del, ko se bomo še malce pogovarjali o tem. Zaenkrat pa moramo v oglase. Med oglasi lahko morda preverite svojo lastno pisavo, najdete kakšen rokopis, pa vidite, a se nagiba v desno, v levo, bolj naravnost, mešano, kakšen je vaš P. Po oglasih pa se še malce več pogovorimo. Se gledamo. Pozdravljeni nazaj, z menoj je še vedno Edita Tomič in pogovarjava se o grafologiji. Tudi nekaj praktičnih primerov nam je že dala, kaj pomeni, če ima naša pisava naklon, pa kaj lahko se naučimo iz črke P. Ponovno pozdravljeni. Mogoče ne, pa se lahko lotimo nečesa, kar v tej dobi, ko je veliko digitalno, ne pa veliko bolj tipkamo, kot pišemo, ampak podpisovati se moramo pa vseeno ves čas lastnoročno. Kaj lahko izvemo iz podpisa človeka? Glejte, premalo ljudi se zaveda, da je podpis odraz res nas samih, ne? Vse te parafe, ki so, to se pravi, to je kar nekaj. In nihče ne ve, kdo za to parafo je, a ne? In tudi ta oseba se običajno počuti kar nekaj, ne? Potem imamo zelo veliko primerov, največ, ne? Skoraj 90%, da vedno prvo napišemo priimek, imena pa sploh ni, ne? Ampak jaz priporočam, da vedno na prvo mesto postavimo ime, šele na to priimek. Ker priimek je podedovan ali prevzet. Pomeni, jaz sem, na primer, samo s priimkom podpisal. Ne, kar pomeni, da si še vedno podrejen in pa pasivno odvisen od tega priimka ali od partnerja ali od staršev in pa tudi to, da vsem drugim okoli sebe, tudi na poslovni poti, daješ prednost. To se pravi, sebe vedno postaviš na zadnje mesto. Glejte, jaz sem pregledala že 6000 podpisov na raznih sejmih in tako naprej. In res ljudje, ko začnejo prvo pisati ime na to priimek, ne, se pridejo pol čez kakšno leto povedati, kaj se je zgodilo. Pri tem pa je tudi zelo pomembno, da so velike začetnice višje
od ostalih črk, od t-jev in tako naprej, ker to izhaja iz besede aj, a ne? In če je od aja nekaj višje, pomeni, da sem jaz nižja. Zato mora biti to usklajeno. Nikakor pa ne dodajati k priimku, da je pisava izredno lepa, v podpisu ostala pisava pa kaos. Ne? To je pa zopet dodajanje neke umetne maske. Ja, pa nekaj, kar nismo. Ne? Tako, in pa pomembno je to, da podpis vedno poteka navzgor, kar pomeni, da smo mi pozitivno naravnani v prihodnost. Če pa želimo, si pa lahko od začetka besede do priimka ali pa imena do konca naredimo kot en podčrtaj, ne da prečrtamo, ker to pomeni čisto nekaj drugega, podčrtaj pa piko, kar pomeni, da si malo umetno dodamo te energije, ne? Se pravi, v bistvu gre v obe smeri, ne gre samo, da se iz naše pisave da ugotoviti, kakšni smo, ampak če spremenimo pisavo, lahko spremenimo tudi. To je eno področje grafoterapija, a ne? Ker ti z zavestnim spreminjanjem spreminjaš podzavestne vzorce. Ampak kaj se zdaj dogaja? Čez dalo manj pišemo, a ne? Ker pisanje je povezovanje leve in desne možganske polovice, kot sem rekla, in zaradi tega tudi ogromno informacij, pa znanja ne znamo povezati v celoto, ker so posebej popredalčkani in to je problem pri visoko izobraženi zdajšnji mladih ljudeh, ker nič ne pišemo. Ne? Mi, ki smo pisali Plonk cegelce, smo se vse naučili. Ne? In si to tudi možgani trajno zapomnijo. Zato tudi pri mojih seminarjih drugih kočim, ljudje veliko pišejo, ker s tem že memorirajo. Pri podpisu bi omenila še zelo eno pomembno zadevo in sicer, lejte, po ločitvah ponavadi gospe še vedno imajo ta priimek. Jaz vedno rečem, lejte, dokler ne bo šlo to stran, ne morate narediti prostor za drugo osebo, kajti vedno znova, ko se podpišemo s tem priimkom, se mi vrnemo podzavestno v obdobje, ki je že zdavnaj minilo. Pravi, ločice tudi od priimka. Absolutno. Ja. Pa morda, če omenimo še kakšno drugo črko, prej smo omenili črko P in kaj se lahko iz nje razvidi. Kaj pa lahko vidimo pri črki J? Ja, črka J, ne, lejte, tlele imate črko J, to je zelo hitro pisava, moramo to upoštevati, in pa seveda naklon v desno, kar še doda hitrost, je pa takole čist, ne. Ta oseba nima časa zajemati izkušnje iz preteklosti in jih pripeljati gor. Ravno tako, ne, pač tudi na spolnem področju, ne, je zelo selektivna. To se pravi, ni te energije. In pa na finančnem področju seveda tudi ne zajema financ tako kot treba. Tukaj bi jaz mogoče samo en medmet, ker mi je prišel na pamet. Naprimer, jaz tudi pri sebi vidim, jaz nimam vedno enake pisave. Ne? Včasih odvisno tudi od počutja. Se pravi, vpliva tudi počutje na naša pisava? Definitivno, ampak črke več ali manj enako zaključujemo. Lahko se malo menja naklon, lahko so črke malo večje ali nižje v srednji coni, lahko so pa tudi malo bolj koničaste. To pa zato, ker se vidi zelo dobro po zvezkih pri otrocih. Točno se vidi, kjer predmeti imajo radi, ker tam je vse lepo mehko, vse lepo teče, ne? Tam, pa ne, je pa zelo koničasto in agresivno, ne? Ker agresivno se pozna tudi v konicah, pa ta odločnost. Ne to vedno jemati kot protidružbeno, ampak kot lastnost. Ne? Je to tudi odločnost, pa ne gremo akcija. Ne? Dobro, to sem zdaj malce uskočila, lahko se vrnemo nazaj. Na koncu načrta dol, ja, to je pa otroška trmavost tudi. Še dodatno, ne, ja, jaz bom pa naredil tako in to je fajn, ne. Seveda, če niso še kakšna druga čustvena odstopanja. Ker morate vedeti, da med zelo dobrim menedžerjem, ne, pa zelo dobrim serijskim morilcem,
Je zelo majhna razlika. Nekaj dosti razlike. Oba dva so selektivna, oba dva imata sposobnost načrtovanja, natančnost in tako naprej. Razen na čustvenem področju se vidi, kaj je, nekdo je usmerjen v družbenost, drugi pa proti družben, vase zaprt in tako Se naprej. pravi, se da na podlagi pisave tudi ugotoviti, kdo je, na primer, patološki psihopat, na primer. Seveda se da, ampak mi nismo zdravniki in tega jaz ne delam. Niti na pamet mi kaj takega napade, čeprav se vidi. A ne? Ja. No, tukaj vidimo pa drugo črko, a ne, spodnjo cono, to se pravi, lejte, tukaj sta pa dva kota. Ta kota nam takoj povesta, da oseba nosi v sebi ogromno neke jeze in pa starih zamer, ne, v preteklosti, plus tega, da vse, kar naredi, ne zaključuje gor, tako kaj treba, ne, ne zna lepo mehko povezati v realnost, ne, ampak ta prvi pokazatelj je pa jeza in pa stare zamere, ne. Ta M, na primer, je zelo fajn tako napisan, ker ta krivulica od začetku pomeni zajemanje financ, ne, služenje. Ja. Vsaka črtica v pisavi ima svoj pomen, vsaka pikica, ne, koliko so pikice odmaknjene od črke, nam pove lojalnost, potem prizemljenost in tako naprej, ne. Tukaj je, vidite, lejte, pri G-ju, ne, isto tako čisto zaprto, to se pravi, izkušenj iz preteklosti ne prenaša, je pa tudi agresivnost in pa vidite tistelo pikica na I, a ne, je zelo natančno položena. Seveda pa ta pisava še nekaj drugega pomeni, da je oseba nekako neprestano v kognitivnem stresu, ker če primamo ta prvi G, pa ta zadnji G, ne, pa malo povlečemo, pa spustimo, eksplodira, ne, ker ni nobenega presledka v mestu, se pravi, blazno zvezna pisava in oseba si ne dovoli dihati. Ni tiste sproščenosti, je natančnosti, vse to lepo in prav, ampak kognitivno je pa skozi prisoten stres, kar je ponavadi tudi pri teh zadevah, ne. Tukaj je ravno tako, lejte, oseba zavije takole, a ne, to se pravi, na intimnem področju, ne, ni nekega uživanja, ni neke sproščenosti in pa tudi na teh, čeprav se trudi, ampak in na polovici zmanjka, ne, tudi na financah, na prizemljenosti, na fizični energiji. Ker nam počasi zmanjkuje časa, me samo tako zanima, zakaj ste se vi odločili, da se boste lotili grafologije in kako ste vi vstopili v ta svet? Lejte, jaz sem imela zelo kaotično, težko življenje in glede na moje psihične stiske sem vedela, da je treba nekaj narediti. Jaz ne vem, zakaj in kako sem prišla jaz na to šolo, pač sem videla to gospo na televiziji in sem se odločila. Tukaj sem jaz prvič v življenju videla, da nimam samo jaz strahove pa svoje obrambe, ampak da jih imamo več ali manj vsi do določene meje, ne. Ker mi smo imeli dva letnika klasične psihologije, psihosomatike in tako dalje. In tukaj sem jaz začela zaradi sebe spravljati v res. Potem je prišel reiki kot energija, Theta Healing je pa vse to združil, ne? Psihološko znanje in pa energijsko. In moram reči, da sem zelo hvaležna, da sem šla po tej poti, ker nisem zaplavala v neko imaginarno ezoteriko, ampak učim ljudi, da vse to je za pomoč tukaj pa zdaj, ampak brez akcije ni nič, ne? In v grafologiji se točno vidi, a je oseba prizemljena ali plava samo v mentalu, pa potem nič ne prenese v realnost. To se pa najbolj vidi v črki F, a ne, ki je kot osmica. To se pravi, zgoraj je mental, idejo znamo povezati v spodnjo cono in jo zaključiti v srednji vsakodnevnici. Hvala lepa za vaš obisk in za te zanimive vpoglede. Vsekakor je bilo zelo zanimivo in uspešno še naprej. Hvala. Mi gremo zdaj v oglase,
Med oglasi lahko malce premislite, kako se boste od zdaj naprej podpisovali, po oglasih pa bomo šli raziskovati Ljubljano skupaj z Rokom in Luko. Se gledamo.